pravi, da bi nekako Mercator podržavili nazaj. Danes je na seji Vizjakove komisije zjutraj torej govoril o tem, ali pridobiti delnice nazaj preko banke ali pa celo jih nazaj odkupiti preko KAD-a. Ali se vi strinjate s tem, da bi torej država nekako dobila Mercator pod svojo okrilje? V Vladi o tem nismo govorili, s temi informacijami ne razpolagam in ne moram tega nikakor komentirati. Pa bi se strinjali s tem, če bi recimo šle stvari v to smer? To so zame hipotetična vprašanja, tako da zame v celem tem kontekstu, ki je v zadnjih dneh na to temo na dnevnem redu, pomembno samo to, da Nova Ljubljanska banka, potem, ko je bila deležna poroštev in drugih ugodnosti strani davkoplačevalcev, če lahko tako rečem, z nobeno potezo, ki bi pomenila lajšanje položaja zasebnim prevzemnikom velikih gospodarskih sistemov, oslabila kreditnega potencijala, ki je mišljen za realni sektor v zelo realnem pomenu besede. Za mala, srednja, pa tudi velika podjetja, ki rabijo kredite te banke za svoj ohranitev razvoja, ohranitev delovnih mest in vsega drugega. Tako da to je edini vidik. Lastništvo neke gospodarske družbe je znotraj tega skrajno lahko izvedeno vprašanje, podrejeno in se meni sploh ne postavlja. Ampak ste na vladi danes govorili kaj o tako imenovani zadevi reprogramiranja kredita Pivovarni Laško? Kaj pa o zaresovem zakonu o obdavčitvi nagrad? O tem je bilo govora, Ministrstvo za finance je pripravilo neke dopolnitve, o tem tečejo še usklajevanja. Toliko. Gospod Golobič, ali po vaši oceni finančni minister Križanič v ministrskem zboru, morda tudi pri predsedniku vlade, še uživa zaupanje? To je pa vprašanje za predsednika vlade, ne bi si želel prevzemati njegove vloge. Postali ste vodilni za telekomunikacije. Kaj to pomeni za državo? Ne, samo, bom rekel, področje dveh direktoratov, ki je bilo umetno pred leti razbito, pred 5 leti z ukinitvijo Ministrstva za informacijsko družbo, je spet združeno, oziroma predlog je, da se s spremembo zakona nazaj poveže v eno logično zaokroženo celoto, tudi na ravni Evropske unije to področje pokriva en komisar, oziroma generalni direktorat, tako da mi bomo združili direktorat za informacijsko družbo z direktoratom za elektronske komunikacije, kot je že nekdaj bilo in gre za neko logično zaokrožitev, tudi za razbremenitev, če lahko tako rečem, ministra za gospodarstvo, ki je razpet že tako, ko govorimo o Evropski komisiji, med kar nekaj evropskih komisarjev oziroma posameznih svetov, področji, pri čemer je zelo nedvoumno jasno, če odgovorim lahko na vaš neizrečen podton, oziroma podton teh diskusij, ko gre za kakršnokoli relacijo do gospodarskih družb z tega področja, se vse pristojnosti ostanejo nespremenjeno, torej na Ministrstvu za gospodarstvo. Če se izkaže, da je Nova Ljubljanska banka reprogramirala kredit Pivovarni Laško, kakšne bodo vaše poteze, zahteve, stališča? Mislim, da bo potem imela vlada kot lastnik in na drugi strani tudi skrbnik javnega interesa, ko gre za smotrno rabo davkoplačevalskega denarja, dovolj razlogov za tehten razmislek o zaupnici tej upravi in nadzornemu svetu. Gospod Golobič, kako komentirate in si razlagate vse te zadnje kriminalistične preiskave, Luka Koper, Mobitel, mora biti tudi lekarna Ljubljana oziroma šef lekarne Ljubljana in tako naprej. Je to neka nova praksa politike, kako se zamenja ljudi s tem, da se jih najprej razišče? To je stara praksa policije, da sme delati po zakonu. Očitno v prejšnjem mandatu ni smela in zdaj počne tisto, kar je bilo preprečevano strani politično nastavljenih voditeljev ministrstva in policije v prejšnjem mandatu. Drugače se tega ni mogoče razlagati in verjamem, da gre samo za to. Glede zakona o obdavčitvi nagrad, bi lahko bil sprejet letos in ali bi veljal za letošnje leto? Mora biti sprejet letos in mora veljati za letošnje leto. Gospod Kramer se vsaj po dostopnih informacijah ni odzval na poziv premierja in finančnega ministra prejšnjega tedna, kolikor vsaj novinarji vemo, je ta nagrada še vedno pri njemu. Kako to vlada ni tukaj dovolj vztrajna, močna, uspešna, da bi ta denar dobila nazaj? No, gre za vprašanje vzvodov. Tukaj predsednik vlade, kot razumem, ni imel v rokah, ali če ne tako rečem, da razpolaga o tem prvem koraku kot predlog, da razmisli o možnosti vrnitve. Vse drugo je pa vprašanje bodi si obdavčitve, bodi si drugih pravnih preučitev, morebitne spornosti pogodbe in drugih določil.
Tako da tukaj ne gre za odločnost, gre za neko zatečeno stanje. Mislim, da je kar nekaj vzvodov še na razpolago, ki se jih da tudi v tem primeru uporabiti. Predvsem je treba zelo jasno povedati. Nagrade so bili deležni tudi v vseh teh letih, teh enakih nagrad, tudi drugi člani uprave NLB-ja. In med njimi ni mogoče razlikovati. Enako dobro oziroma enako slabo so upravljali svoje delo. In če si predsednik uprave, bivši predsednik uprave Kramar, ni izplačeval sproti, ampak šele na koncu, je to tehnično vprašanje, ne pa vprašanje enakosti, ki mora biti za vse. In mislim, da kolikor se bo oporekalo upravičenosti te nagrade ali razmišljalo o kakšnih odškodninskih tožbah zaradi slabega vodenja banke, se bo to moralo nanašati na vse. Katere vzvode ima? No, minister Križanič je pristojen, da o tem razmišlja, da tudi danes je bil deležen kar nekaterih dodatnih spodbud, v katero smer lahko še razmišlja in ko bo pripravil, bo o tem govoril. Igor Bavčar si je zaželel vstopiti v stranko zares, ali bi ga vzeli? Nič ne vem o teh željah in 1. april je mimo. To je resnično mimo, ampak vseeno, če bi si zaželel, kot smo slišali, da naj bi nekako vstopil zares, kaj bi to pomenilo za zares? Bi ga vzeli? Hipotetično vprašanje ne odgovarjam. Potem imam pa še eno drugo vprašanje in sicer današnja seja vlade. Katera je tista najbolj kritična točka, ki jo bomo seveda zvedeli v enem dnevu ali dveh post festum, da ste se malce skregali v koaliciji? Če ne vem o tem. Se pravi, teklo je gladko. Pri vseh zadevah. Danes na seji vlade. Tako, ja? No, to ni bilo sestanek koalicije, to je bila seja vlade. Tu smo predsednik vlade in ministri in, bom rekel, malo ločujemo eno od drugega. Pogovarjali smo se izčrpno, tudi argumentirano, tudi soočali smo različna mnenja, ampak to je nekaj normalnega. Temu služijo vlade. Drugače bi lahko glasovali doma. Dejali ste, da je bil minister Križanič spodbojen z nekimi predlogi glede zgodbe NLB. Zakaj ga je bilo treba spodbujati? Zato, ker ne gre za enostavno situacijo, ker ne gre za to, da gre za nekaj, kar se še ni zgodilo. Če je bivši predsednik vlade Janez Janša v intervjujih še nedolgo tega razlagal, da pač imamo tržni sistem in da vlada ne more posegati v plače, ta vlada demonstrira, da je to mogoče in posega v plače in je posegla v mnoge plače, tudi v NLB-ju, tudi v drugih gospodarskih družbah, kjer preko skupščin dosega znižanje sejnin, odpovedovanje nagrad in podobno. Tako da, ko gre pa za preteklo, zatečeno stanje, za razmerja, ki so bila nekoč z neko pogodbo vzpostavljena in jih prejšnja vlada niti ni poskušala reševati, ampak jih je z novimi pogodbami celo reproducirala, potrjevala, potem gre za neko posebno situacijo, ki terja poseben napor in inovativnost pri iskanju rešitve. Ni bilo to kritika ministra ali kakorkoli? Ne. To je bilo pač prispevek vlade, ki je kolektivni organ, da skupaj staknemo glave za iskanje najboljše rešitve, ki je pomembna za vse. Pa vendarle, če se vrnemo na telekomunikacije, ali boste lahko imeli zdaj vi osebno vpliv malo večji za pridobivanje določenih poslov za določena podjetja, kar se že špekulira pri opoziciji? No, to so počeli oni 4 leta in bilo bi zelo slabo, če bi sklepali o meni po sebi. Tega nisem počel ne v preteklosti, ne bom pričel prihodne. Sama ta sprememba zakonska, če bo sploh sprejeta, ne daje prav nobene opore za takšne špekulacije. Oni so po 4 leta poskušali dokazati svoje insinuacije iz leta 2004 in vse revizije, drage revizije, ki so jih naredili, plačali, povečkrat so jih postavili na laž. Hvala.